Skratka, srečanja, ki bodo tematizirala ključna razvojna vprašanja Slovenije s poudarkom seveda na raziskovanju, znanju, tehnologijah, prenosu znanja in tehnologij. Na področju, ki je zapisano v vseh strateških dokumentih Slovenije, pa tudi Evropske unije, predvsem na vrhu, povsem na vrhu, na področju, ki se kljub temu ne premakne z mesta, pač pa morda še bolj zaostaja, ali pa gotovo še bolj zaostaja, in še bolj so vsi akterji, zdi se, apatični, obupani, pozabljeni ali pa saj ta občutek imajo. Prispevati želimo tako, da v prvi vrsti izmenjamo oziroma nagovorimo širšo javnost, pa tudi, da povzročimo ali pa nekako spodbudimo izmenjavo med posameznimi relevantnimi javnostmi znotraj celotnega procesa. Če z veliko široko besedo rečem inoviranja, s tem seveda mislim tudi na znanost, torej znanost, gospodarstvo, visoko šolstvo, politika, državni organi in tako naprej, vse te javnosti, ki so lahko relevantne na tem področju. Zanimalo nas bo, kaj se v Sloveniji pravzaprav sploh dogaja, kako zasledovati že zapisane in dogovorjene usmeritve, kot je na primer RIS, ki bi verjetno že moral doživeti tudi kakšno revizijo ta čas, po 5 letih, čeprav se ni izvajal. Kako graditi kakovost in mednarodno primerljivost slovenskih raziskovalcev, kako vpeti znanstveno raziskovanje v razvoj države, predvsem seveda gospodarstva, kako ustvariti konkurenčno, perspektivno in spodbudno okolje, ki ne bo samo preprečevalo odhod naših mladih v tujino, temveč da bo spodbudilo prihod mladih, pa tudi drugih iz tujine v Slovenijo, kako politiko in oblast prepričati, da se s to problematiko začne intenzivno in sistematično ukvarjati, kar ne zadostuje, da sporadično tu in tam izvedeš kakšen ukrep. V tem področju je potrebno, da imaš neko sistemizacijo, nekaj, kar se ponavlja, nekaj, kar lahko napoveš, kaj se bo zgodilo letos, kaj se bo čez 5 let ali 10. Ugotoviti namreč ni težko, če se malo kritično, da pač politika v nas ne vidi veliko zanimivega. Ali ker nas je premalo, da bi vplivali na uspešnost pri volitvah, ali pač ne verjame, da je znanje temelj vsakršnega razvoja, ali se pač na to ne spozna in skuša se lepo vsemu izogniti. Sem pač seveda ne štejem naše ministrice, ker jo vidim osebno na naši strani in v naših vrstah. Današnje srečanje ima naslov Se nam obeta razvojni preobrat z vprašanjem. Jaz to razumem, oprostite, kot retorično vprašanje. Kolikokrat smo se namreč ravno na to temo že pogovarjali, pa se iz leta v leto stvari kvečemu slabšajo, kvečemu ostajajo, stagnirajo, če sem optimist, v resnici se pa slabšajo. In tukaj bi rad že kar povedal, morda tukaj se zahvaljujem konkretno gospe Tanji Prešeren, direktorici Hidroinštituta, ki je zbrala nekaj podatkov in nam jih je poslala. Če govorim samo o sredstvih, potem direktor agencije nam bo potem še povedal, ampak te podatke je ona zbrala. Od leta 2009 do 2014 so sredstva Agencije za raziskovalno dejavnost Slovenije padle za 25,77%, več kot četrtino, torej od 184 milijonov na 136, to so nekje podatki vzeti. In potem pa, če pogledamo širše, državna proračunska sredstva za raziskave in razvoj so od leta 2009 od 245 milijonov na 2014 na 161 milijonov padla za 34,12%, za več kot tretjino. In v letu 2015 se to nadaljuje, torej iz 245 milijonov smo že na 157 milijonih. Torej, da heca ni več, že nekaj časa. Tudi RIS, izvajanje RIS-a, torej naše strategije na tem področju inovacijske in raziskovalne strategije se odmika. Pametna specializacija zamuja in zamuja in zamuja in zamuja. In kot je rekel zadnjič kolega Mavko, mi driblamo in driblamo, gola pa ne damo. Avstrija med tem že 2 leti izvaja pametno specializacijo, Nemčija tudi, pa še kdo. Verjetno v Skandinavcih ni potrebno kaj posebej govoriti. Torej, če smo prej zaostajali za 15 let, zdaj zaostajamo za 17.
in drugo leto bomo za 18, ne za 14, ampak za 18. Ko pogledaš, kaj je na stvari, se ti zdi, da bi bilo potrebno čisto nekaj malega spremeniti, da bi se dalo z nekaj potezami in jih lahko po mojem zdaj naštejemo, katerimi to spremenimo. Vprašujem pa se, ali sploh obstaja volja v tej državi, da kaj spremenimo. Ker kot pravi moj prijatelj in gospa ministrica, to ve, ker ponavljam, da je že nekaj časa, ne, vse je stvar prioritet. Če bi bilo to vprašanje prva prioriteta te države, bi to problematiko rešili že zdavnaj. Očitno je, da to je dokaz, da to pač ni prioriteta te države, da razvoj temeleč na znanju, torej ni prioriteta te države. Med današnjimi govorci, torej dovolite še, da zelo lepo pozdravim na tej strani mize, ker v naslednjih srečanjih bom kdo bolj na oni strani, pa kdo drug na tej strani, in sicer najprej gospa ministrica, dr. Maja Makovec Brenčič, potem je akademik profesor Tadej Bajd, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti in če dovolite lahko rečem tudi vidni član Inženirske akademije Slovenije. Potem zraven je pa še seveda, lahko rečem kolega tudi, ne, na drugi, na sorodni ustanovi, torej rektor Ljubljanske univerze in hkrati tudi predsednik rektorske konference in seveda tukaj bom sedel tudi jaz kot gostitelj, direktor inštituta in seveda kot tudi aktualni predsednik koordinacije raziskovalnih inštitutov Slovenije. Zdaj bi pa besedo in tudi pozdravim kot gostitelj tudi Ino Petric, ki pa je, ko bi rekel temu, poganjavka vse te iniciative, ona osebno kot tudi seveda Tromba, ne, katere lastnik in direktor je tukaj tudi pred nami. Hvala lepa, jaz bi s tem zaključil svoje in prepuščam besedo vam. Ja, najlepša hvala, direktor. Jaz bi pa seveda še povedala in pozdravila tudi so iniciatorje takih omizij, ki smo rekli, da bojo v prihodnjih mesecih potekale. To je z ekonomske fakultete dekanja Metka Tekavčič in pa prodekanja Vesna Žagar. Potem je novi direktor Kemijskega inštituta Gregor Anderluh, seveda najprej pa direktorico Kemijskega NIBA oziroma Nacionalnega inštituta za biologijo in pa predsednico Sveta za znanost in tehnologijo doktorico Tamaro Lah, ZRC SAZU, dr. Oto Lutar, potem direktor ARRS, Agencije za raziskovalno dejavnost, Jožef Gerkeš. Seveda pozdravljam tudi vse ostale, predsednik znanstvenega inštituta, tule na Štefanu pa je profesor Dragan Mihajlović, ki upam, da bo seveda tudi diskutiral. Jaz bi seveda tu najprej povedala to, ob prebiranju vseh teh materialov, poslušanju raznih razprav in tako naprej, se vidi, da je javni govor res kar poln apelov po nekakšni konkurenčnosti, odprtosti in produktivnosti, o preboju družbe za razvoj. Vendar je treba tu reči, kaj se je pri nas zgodilo. Namreč v minulih desetletjih je tako imenovana agresivna financionalizacija, to ekonomisti dobro poznate, vsemi svojimi inštrumenti na obrobje potisnila gospodarstvo, kapital, tudi znanost, kar nas seveda tu predvsem zanima, pa najbrž tudi druga področja. No in končalo se je pa tako, kot se je končalo, to pa vsi vemo. No in o ponovni oživitvi zdaj govorijo vsi, a proces oživitve, kot kaže, bo pa drugačen. No in kot kaže, mora pa tu vstopiti vsemi močmi znanost in samo želeti je, da je dost žilava, da bo lahko to zmogla, znanje pa gotovo ne manjka. Zdaj pa seveda, gospa ministrica, najprej. Vi ste prišli od profesorice na univerzi do prorektorice, zdaj ste pa ministrica. Zanima nas, kdaj se bo znanost pojavljala kot politika, da bo našla mesto tudi v političnem diskurzu. To se na nek način ne dogaja. Vseh vaši aktualni ali pa tudi minulih vladah ne. Najprej en lep pozdrav sem skupaj in res hvala gospe Ini in Trombi za spodbudo, da lahko
govorimo o znanosti in da jo umeščamo širše v družbeni, ne samo politični, ampak predvsem družbeni prostor. Mislim, da je to tudi ena od izvrstnih priložnosti, da ne samo povemo sami sebi in seveda drug drugemu, kje smo, ampak predvsem kam bi želeli iti. Zato bom kar reflektirala direktorja in rekla takole, politična nezavedanja ali ta zavest o tem, kaj znanost in izobraževanje pomenita, se pa vendarle spreminjajo. Veste, da smo letos prvič pri načrtovanju integralnega proračuna in tudi seveda evropskih kohezijskih sredstev postavili izobraževanje in znanost kot eno od prioritet te vlade. Ne edino, ampak kot eno od. Preprosto zato, da povezujemo tudi resorje in seveda tudi našo razvojno strategijo na osnovi znanja, vedenj in seveda razvoja, ki ga pa že imamo in ki je dejanski potencial v tej državi. Kako pa ga zdaj izkoristiti v duhu znanosti in seveda tudi prenosa znanja iz znanosti in izobraževanja na trg dela in seveda na opolnomočenje vsakega posameznika. Mislim, da je ta krogotok bistveno bolj pomemben in vse bolj pomemben, kot je bil kdajkoli prej. Preprosto zato, ker so to danes postulati v resnici gospodarske rasti in več kot jo je in bolje kot nam gre, lažje bomo seveda tudi podpirali znanost in ne samo bazični del, ampak seveda tudi aplikativni in tisti del, ki pomeni v resnici prenos znanja. O tem še premalo govorimo. Kar lahko rečem v duhu trenutne vlade in seveda tudi našega prizadevanja ministrstva, da smo trend financiranja vendarle obrnili navzgor. Že v letošnjem letu, v letu 2015 smo ukrepili agencijo, smo ukrepili tudi institucije znanja in seveda tudi izobraževalne institucije, saj z nekim delčkom, ki je seveda še kako prej sistematično manjkal. Da pa bomo seveda skrbeli za to in tudi v umeščanju proračuna smo zagotovili povečanje sredstev in upamo, da bodo tudi poslanci, torej tisti, ki to potrjujejo na koncu, to razumeli, povečali indeks na 105,6, tako za izobraževanje kot za znanost še nekoliko več, kar mislim, da je končno vsaj en droben stimul k temu, da se zavedamo, da je to področje ne le pomembno, ampak tudi razvojno izjemno nujno v podporo in preprosto seveda tudi dopolnjevanje temu, kar mora Slovenija slediti. In brez dobre znanosti, še posebej brez dobre bazične znanosti, vemo, da ni napredka. Tako da mi je bilo lepo slišati, da sem tudi jaz na tej strani, ker sem z vami, tudi v pogajanjih in prepričevanjih za to, da znamo umestiti znanost in izobraževanje skupaj. Mislim, da je potrebno kar skupaj govoriti o tem, ko se politično in družbeno odgovorno umeščamo med druge resorje in s tem seveda tudi zagotavljamo, da je znak in jezik znanosti in izobraževanja tisti, ki daje podstat razvoj družbe. Zdaj seveda hkrati imamo pa kar precej izzivov tudi strateških, kako pa povezati tudi znanost na način, da ta postane vse bolj odprta. Gre za dvosmerni ali večsmerni dialog, ki mora tukaj nastajati in kako lahko prepričamo tudi gospodarstvo, da je seveda znanost še kako potrebna in nujna za to, da lahko gospodarstvo tudi napreduje. In tukaj vidim pa strateški izzive na področju tako pametne specializacije, kot seveda vsega razvoja novih instrumentov ali pa že nadaljevanja obstoječih instrumentov, ki jih želimo razvijati v prihodnje. In jaz bi bila kar konkretna za začetek, če mi dovolite. Ja, izvolite. In sicer na področju dosedanjega vpenjanja povezovanja znanosti in gospodarstva, ker to seveda potem tudi v prenosu znanja in družbeni podstati najbolj šteje, se je v letih 2007 do 2013 namenilo za različne oblike sodelovanja 150 milijonov evrov. To so vsi dosedanji projekti, ki smo jih v tej perspektivi dejansko izvrševali, tukaj vsi sedeči, tako rekoč, vsak v neki svoji obliki. To ni tako malo. In tudi v primerjavi z drugimi državami znamo počrpati sredstva. Vprašanje pa je, kaj potem s temi sredstvi seveda zadostimo in zagotovimo v nadaljni razvoj. Tisto, kar bomo iz tega naslova nadaljevali, je seveda koncept pametne specializacije v okviru verig vrednosti. In velika večina vas se že povezujete konzorcijsko ali sicer v verige vrednosti. Temu bomo namenili 100 milijonov evrov. To je v novi finančni perspektivi, torej v obdobju do leta 2020. Hkrati bomo spodbudili instrument raziskovalcev na začetku kariere. To je
za obdobje 2016-2022 predvidenih 20 milijonov evrov. Komplementarni instrumenti na horizontu 2020 v tem trenutku smo nekako zagotovili 70 milijonov evrov. Raziskovalna infrastruktura se bo okrepila za 25 milijonov evrov, tu se povezujemo tudi z projekti opredeljenimi v načrtu razvoja raziskovalne infrastrukture. Tisto, kar si močno prizadevamo, da bi tudi povezali z Ministrstvom za gospodarstvo, so seveda pisarne za prenos znanja in tehnologij, kjer vemo, da moramo sistematično vpeti instrumente prenosa patentov, licenc in seveda vrednotenja znanja na trg dela in seveda dodanih vrednosti. Temu bomo, upam, uspeli izboriti 5 milijonov evrov. In pa seveda tisto, kar je ključno in kar bo direktor agencije seveda še zagotovo bolj nadrobno predstavil, mladi. Mladi raziskovalci, 20 milijonov evrov je namenjenih in sicer seveda ne samo za nove raziskovalce, ampak seveda tudi nadaljevanje že obstoječih torej, sodelavcev, mladih raziskovalcev, ki so vpeti v prostor. Naj bodo to tiste ključne ilustracije na začetku, ki dajo vedeti, da res si želimo obrniti trend v dobro smer in da je za znanost in raziskovanje in seveda predvsem za prenos v inovacijsko družbo, ne samo družbo znanja, ampak tudi družbo inovativnosti na vseh področjih. Pa ne govorimo zdaj samo o naravoslovno-tehničnem, tehnološkem delu, ampak govorimo tudi o socialnem inoviranju, o družbenem inoviranju, kjer ima znanost tudi veliko vlogo in tukaj imamo nekaj takšnih akterjev, ki to še odlično počnete. Mislim, da je to ravnotežje potrebno spostaviti na način, da seveda vsa ta sredstva, za katere se v tem trenutku borimo, niso še potrjena, računamo pa, da saj večinoma navedenega bomo dobili v potrditev, da v resnici uporabimo tako, da bomo tudi z vidika razpoznavnosti družbe znanost še bolje umestili, kot je potrebno. In je potrebno. In v duhu povezovanja tega trikotnika, ki ga gradimo, znanost, izobraževanje, gospodarstvo oziroma družba znanja, mislim, da smo vsi skupaj zdaj zelo pred, bi rekla, eno veliko odgovornostjo, kako to utemeljeno in čim bolj uspešno in učinkovito prenesti pravzaprav do vsakega posameznika. Pa ne samo posameznega Slovenca, ampak predvsem posameznika v širši, predvsem bi poudarila tukaj evropski družbi. Zakaj? V perspektivi 2020, horizonta in seveda tudi tako imenovani agendi izobraževanja znanosti do leta 2030 nas čaka koncept odprte znanosti. Morda se v Sloveniji še ne zavedamo, kaj vse to v resnici prinaša in pomeni. Pomeni v resnici odprtost, dostopnost, vključevalnost in transparentnost vsega, kar nastane podprtega z nacionalnimi ali evropskimi viri. In to je resen izziv pred znanostjo in izobraževanjem, ker delujeta tukaj povezano. Se pravi, da se ne bo znanost več delala za predale, tako kot se je včasih reklo, ampak da bo... Mislim, da s tem, ker smo to tudi razumeli, veste, da smo tudi že sprejeli strategijo v uporabi in dostopu do raziskovalnih virov, da, torej vlada je to že potrdila, da seveda nas čaka en večplasten izziv, ne samo umeščanja, ampak hkrati tudi odpiranja. In zato je znanost splošnem, v Evropi še posebej, pred velikim izzivom in s tem seveda tudi mi vsi skupaj. Seveda se konec koncev, od tega je odvisen razvoj, ne? Tako. In Evropa se tega močno zaveda, tudi za to horizonti in seveda prioritetna področja razvoja v znanosti. Tako. Tu seveda zdaj dve zadevi, me zanima, ima kdo kakšne komentarje glede na finančno strukturo oziroma boljšo videnje, a ne v prihodnjem obdobju ali pa v prihodnjem letu. Drugo me pa zanima, to, kar je ministrica rekla zdajle, odpreti, znanost odpreti. To je javno dobro, ali kako se že temu reče, last vseh. Bo želel kdo komentirati tukaj? Tišina? Ja, profesor Lahova, izvolite. To zadnje me nekako zanima, kako si Evropa zamišlja odprto znanost. Mislim, da znanost v principu je odprta, se vse objavljamo in dostopno v raznih bazah podatkov, ki jih moramo tudi deponirati v te revije. Po drugi strani pa sistem oziroma ta pametna specializacija in sodelovanje z industrijo, ravno to odprtost
pravzaprav ne dovoljuje. Ne? Kako bomo zdaj tukaj ravnali? Pravzaprav tudi pametna specializacija močno podpira to odprtost, ker vsi rezultati bodo seveda mogli biti zelo jasno vrednoteni in vidni. Pravzaprav podpira še na drug način, da sredstva, ki se bodo sofinancirala, bodo seveda tudi povratna sredstva. To pomeni, da če rezultatov ne bomo dosegli, bomo morali tudi v tej perspektivi vire vračati. Torej, to daje tisto odprtost in transparentnost. Kar se pa tiče samega vzpostavljanja novih znanstvenih dosežkov in prevoda, potem bodi si različne oblike vrednosti tudi za trg, je pa, veste, da danes veliko iniciativ, pa ne samo v Evropi, ampak tudi v Ameriki in širše, za tako imenovano popolnoma odprto inoviranje brez kakršnih koli zaščit. In to je ena od smernic, ki se je pojavljala že nekaj časa, preprosto zato, ker vemo, da drugi kontinenti oziroma predvsem Amerika želi odpiranja vse več in želi seveda hkrati s tem odpiranjem tudi pritegniti vse več virov in razvojnosti. Zato je Evropa pred resnim izzivom, kako se tega lotiti. In strokovnjaki seveda niso tukaj koherentni v mnenju, kaj je bolj ali manj prav in veliko bo diskusij o tem. Ampak tisto, kar pa se je Evropa odločila, pa je, da vse, kar seveda financira iz javnih virov, posredno ali neposredno davkoplačevalskega denarja, pa je prav, da je odprto in dostopno vsakomur, torej vsakemu posamezniku državljanu, zato, ker je pravzaprav doprinesel posredno tudi k temu, da je znanost lahko tudi ustvarila nekaj novega. In ta odprtost in transparentnost se povezuje z eno od tem, o katerih imamo kar veliko govora v zadnjem času, tudi z našo Slovensko akademijo, to je seveda etičnosti in integralnosti, in seveda predvsem moralnim normam in vrednotam v znanosti. Tudi Evropa se v veliki meri sooča s tem izzivom, ne samo Slovenija, zagotovo ne, na ministrskih zborih je to stalna tema in seveda tudi tema prenosa dobrih praks, kako etičnost vendarle je tisti pravi pogon znanosti in od tod seveda tudi danost do neke človečnosti na koncu verige ustvarjanja novega znanja. Ja, to se mi zdi zelo pomembno, ne? Zlasti zaradi tega, ker se seveda včasih dokaj negativistično pristopa, recimo bodi si s kakšnim rezultatom raziskovalcev ali pa posameznim raziskovalcem. Ne? Profesor Bajt, me zanima, koliko tega, ker namreč nekako velja, da si znanstveniki ne znate nadeti nekih moralnih ust, bom rekla, zavor in tega. No, če nadaljujemo na to temo etičnosti, je že v risu dokumentu zapisano, da je naloga SAZU in pa hkrati Ministrstva za znanost, da pridemo do častnega razsodišča za etiko v znanosti. Moram vas spomniti pa, da smo tako razsodišče imeli že leta 1998, da je bilo na ministrstvu, da je bilo zelo kratkega diha, pravzaprav, da je obravnavalo samo dva problema, problem neke laborantke, ki ni sprejela dovolj varnega mesta v laboratoriju in problem neke publikacije, ki je bila preveč točkovana. Zato je treba zdaj z zelo previdnimi koraki do takega razsodišča, kjer boste vsi rektorji, vsi predsedniki inštitutov se strinjali, da je tako razsodišče res potrebno. V tem času so se zgodile marsikatere stvari. Recimo pokojni akademik, predsednik akademije Trontl je napisal zanimiv članek o etiki v znanosti, ki ga pa večina ne pozna, pa je tako dobro napisan, da bi lahko bil nekakšen slovenski kodeks znanosti. Komisija za ženske v znanosti je skupaj na SAZU organizirala sestanek, kjer nam je bilo predstavljeno delovanje finskega sodišča, ki je bolj ali manj sprejemljivo tudi za naše okolje. Potem smo imeli še več predavanj in opozarjam vas, naslednji teden v sredo bo kar celodnevni posvet kot prvi korak k temu častnemu razsodišču v znanosti. Gotovo nepravilnosti v naši znanosti so. Mnenja sem, da to niso slovenske pogruntavščine. Vse smo se naučili iz tujine. Jaz v svoji 40-letni praksi kar vem, kako, če so moji kolegi v Clevelandu iz enega doktorata napisali 3 članke, sem bil tudi jaz prisiljen svojega doktoranta siliti v to, da napiše 3 članke, čeprav sem bil mnenja, da bi bil en odličen članek popolnoma zadosti. In takih stvari je seveda cel kup. Cilj tega posveta je, da
sestavimo neko komisijo in ta komisija bo določila obliko recimo slovenskega kodeksa in obliko delovanja potem tega častnega razsodišča, za katerega je pa nujno seveda, da ga vsi priznate. Ne. Brez tega nima smisla, da dela. Tudi je zanimivo, da je ta finska akademkinja Varantola povedala, da je to pač kot zobozdravnik nekako deluje to finsko sodišče, ki preprečuje luknje v zobeh. To je častno razsodišče, ki ne izvaja nikakršnih sankcij. No, ko zastopam pač akademijo, bi se tudi navezal na mlade. Ne. Mladi gotovo so nekaj, za kar se akademija more potegovati. Mladi nam odhajajo v tujino in zvezo z mladimi v tujini imamo 26. decembra na dan svetega Štefana ali na Boxing Day, kakor ga oni imenujejo, se sestanejo na akademiji vsi, ki bodi si študirajo, bodi si doktorirali, bodi si že raziskujejo v tujini, tako da te zveze imamo. Ker se pa pogovarjamo o strategiji pametne specializacije, ki je tik pred nami, vsi trepetamo, kdaj bo razpis in kakšen bo ta razpis, je pa gotovo v njej treba poskrbeti za mlade, kar sem v bistvu iz tega, kar ste vi povedali, že čutil. In mladi, ki nam odhajajo v tujino, da ne bi odhajali mogoče kakšni iz tujine, da bi prav zaradi te strategije pametne specializacije prišli nazaj, pa ne samo v te podoktorske projekte, ampak recimo tudi te projekte, ki v Sloveniji tradicionalno manjkajo, projekt, ki je med aplikativnim projektom, ki se dogaja nekje na inštitutu ali na univerzi, in tistim industrijskim projektom, ki je že v industriji. Tega financiranja pri nas enostavno ni, pa se desetletja pogovarjamo, da bi bilo potrebno, pa vemo dobre prakse iz, ne vem, nordijskih dežel, ampak to nič ne pomaga. Druga stvar, ki pa se morda premalo zavedamo, so pa razvojni oddelki v naši industriji. Te so mnogo šibkejši, 4-krat šibkejši v povprečju od finskih, za pol šibkejši od avstrijskih razvojnih oddelkih. Ti mladi strokovnjaki, ki odhajajo, bi lahko napolnili te naše razvojne oddelke. No, jaz moram tu nekako reči, da pred leti sem slišala ravno z industrije, so raziskovalci rekli, da si pač znanstveniki oziroma raziskovalci iz inštitutov ali pa tudi iz univerze ne marajo mazati rok z industrijo. Mislim, da danes je že to nekako prešlo, ampak kljub temu ostaja v spominu. Danes je industrija tako robotizirana, da že delavec, ki dela avto, dela v tako lepem okolju, da bi lahko pregrnil tam si odejo in malco. Se to je bilo največ rečeno bolj v prenesenem pomenu, ne čisto konkretno. Ampak smem samo dodati, ker je danes ena lepa novica, tik preden sem prišla do mene, mladi raziskovalci, ravno je podjetje sporočilo, da bo po poteku pogodbe v okviru financiranja zaposlilo vseh 5, ki jih je gostilo v podjetju. To so podatki, ki nam dajejo vseeno optimizem in svež veter in jaz mislim, da se podjetja tega vse bolj zavedajo. No, tako se seveda stvari začnejo premikati. Jaz sem z tehnične fakultete in danes vidimo, da že mladi diplomanti raje gredo v mala perspektivna podjetja, kot pa ostanejo na univerzi kot doktoranti. In recimo tisto, kar je bilo nekoč, da so mladi delali celo noč in luči v laboratorijih bile celo noč, recimo na fakulteti, tega ni več. V majhnih industrijah pa res delajo celo noč. No, sej to je že zadnjič gospa ministrica poudarila, da seveda tudi brez javnega financiranja, pa tudi teh start-upov ali pa spin-offov ali pa spin-outov, se mora zdaj reči, tega ne bo. Ampak kar se zadeva recimo mlade, to smo že govorili s gospodom rektorjem, Svetlikom, da bomo eno omizje posvetili nalašč njim. Seveda pa zadeva vas kar precej, gospod rektor. Tudi vprašanje teh moralnih dilem v znanosti, tako kot je zdaj gospa ministrica in predsednik Bajt govoril. Ja, seveda smo del istega sistema, ampak jaz bi rad tole rekel, univerza ima svojo komisijo za etična vprašanja, ki je kar zaposlena.
In to pomeni, da imamo probleme te vrste na univerzi, ampak tudi to, da nismo seveda indiferentni do njih in da jih seveda na tak način poskušamo tudi razreševati, tako da lahko prispevamo te izkušnje seveda tudi v neko telo, ki menda nastaja. Ampak to, kar se mi zdi zelo pomembno pri tej debati, je pa seveda, da ob vsem poudarjanju pomena tega vprašanja ne bi smeli pozabiti na druga, zaradi katerih smo danes tukaj. Kaj hočem s tem reči? Sama etičnost nam ne bo rešila vprašanja preboj da ali ne, tako kot smo naslovili to razpravo. Preboj je odvisen od, po mojem, marsičesa drugega. Ampak da ne bi začel pri denarju, ki gotovo je problem, bi rekel najprej tole. Če hočemo mi doseči preboj z vlogo znanosti v Sloveniji, potem rabimo predvsem večjo koncentracijo znanja in medsebojne povezanosti. Mnogi ste opazili, mogoče nekateri niste, da se v svetu združujejo med seboj univerze, da se združujejo inštituti, ampak ne samo po nalogu neke administracije državne, ampak sami od sebe. Recimo, zanimiv primer je iz Francije, kjer se bosta na svojo inicijativo združili dve univerzi, Marie Curie in Sorbona. In to po tistem, ko je propadla direktiva strani vlade, da se morajo univerze združiti in so se začele najprej upirati. Zdaj so prišli do spoznanja, da je to nujno. Zakaj je nujno? Zato, ker se pravzaprav ta tekma tudi na znanstvenem področju pač odvija potom koncentracije referenc, znanja in seveda sposobnosti naslavljati zelo zahtevne raziskovalne in razvojne projekte. In zato, ker ta vprašanja postajajo vse bolj interdisciplinarne in seveda ozke specializacije tukaj ne dajo pravega odgovora. In seveda mi v Sloveniji bi morali razmišljati o tem. Saj nekaj smo razmišljali skupaj že, recimo naša univerza pa inštituti, se poskušamo najti načine, kako se bolje povezati. In jaz mislim, da ta proces mora teči in mora biti še ojačan, če hočemo, zares potem dati dobre odgovore na razvojna vprašanja cele države. Drugo vprašanje, ki ga je treba rešiti, če naslavljamo to vprašanje preboja, je to, kar ste že vsi povedali. To je, da rabimo vrh, špico. Tisto, kar so dali uveljavljeni starejši raziskovalci, so dali. Od teh ne moramo pričakovati, da bodo preboje delali naprej. Če imajo enkrat glavno kariero za seboj, če imajo 50, 60 in več let, seveda so dragoceni in pomembni s svojimi izkušnjami, ampak preboji se delajo seveda pri mladih, neobremenjenih ljudeh. Ti nam pa ta hip najboljši grejo čez mejo, uhajajo. Mi pa sredstev nimamo, da bi kompenzirali ta odtok z dotokom drugih ljudi iz drugih okolij. In to se začenja seveda že tam pri doktorskem študiju, ki je popolnoma samofinanciran, medtem ko ga Avstrijci, Nemci lepo financirajo in nam pobirajo ta boljše ljudi. In če bomo to dopustili, seveda pozabimo na to, da bomo sposobni nek vrh znanosti, ki bo enakovreden recimo tistim drugje tudi ustvarjati. In seveda na koncu pridemo seveda tudi do denarja, ki je za to potreben. Jaz sem vesel, da slišim bivšo kolegico, pa tudi sedanjo, upam še, in ministrico, govoriti o tem, da se razmišlja o sredstvih, ki bodo za to namenjena. Zaenkrat lahko rečem, da delajo inštituti, da delajo univerze, tako rekoč čudeže sredstvi, ki jih imajo. Če gledate, kaj dajo, kakšne rezultate dajo od sebe na eni strani in koliko imajo denarja za to, da to svojo dejavnost lahko opravljajo. Če se jaz primerjam s kjerokoli univerzo v našem okolju, ne vem, če ni treba iti daleč do Dunaja, do Gradca, in tako naprej, potem je razmerje v financiranju med nami in njimi tam 1:6, 7 in navzgor. Rezultati pa niso 6-krat slabši pri nas. Tako da seveda čudeže bi se tudi dalo, sem pa tja se jih da narediti, ampak če država v znanosti računa na čudeže, potem mislim, da se je odpovedala razvoju. Tukaj mora biti bolj sistematična politika v tej smeri in seveda bolj radikalni premiki. Jaz cenim prizadevanja za to, da se je zaustavilo padanje in da so se ti premiki začeli delati, ampak če
če hočemo zares preboj narediti, bo preboj mogoč samo, če bomo zares radikalno tudi v sredstvih naredili premike v to smer. A ne? Visoko šolstvo z 0,6 mora iti na 0,8, 1%, koliko je v nacionalnem programu zapisano. Isto znanost, če čemo, da bo to res področje investiranja družbe v razvoj. Ne pa samo javna poraba, tako kot se v filozofiji večine politikov, moram reči, zmeram to pojmuje, in če greste v parlament poslušati, boste slišali ta diskurs, ne ta, da investiramo v znanost, da investiramo v prihodnost, ampak ta, da je pač to en del javne porabe, ki tam seveda nekaj stoče in joče in svoje prepoveduje, ampak da mora deliti zmerom usodo še z vsemi ostalimi. Ta diskurs je še zmerom tak, kot je bil, in skupaj mogoče lahko naredimo res nek preobrat tudi v pomoč naši resorni ministrici potem. No, saj zato so potrebne take diskusije še in še in še, nenehno, zato da se potem nekako pride v zavest, tako kot ste rekli, da se formamenti začenja spreminjati. Je pa res seveda, da znanstveniki ne morejo delati na moralni pogon in nenehno premišljati o tem, kako se bo leto ali pa mesec ali pa teden iztekel. Ampak ker smo omenili to vprašanje pametne specializacije, ki zdaj na nek način tako v gospodarstvu kot v znanosti je dokaj v spredju zadnjih mesecev, se mi zdi zanimivo, kar so pred nedavnim na vrhu slovenskega gospodarstva na Brdu, ne vem, a je kdo od vas znanstvenikov bil tam, dejali takole, industrija se zavzema za preporod industrijske politike in se ne ukvarja samo s vprašanjem, kakšna bo industrija prihodnosti, kakšna bo prihodnost, je bilo slišati, mislim, tam, ampak samo s vprašanjem, kakšna bo industrija že danes, ne samo prihodne. Zanimivo, da tudi bruseljski poudarki so vedno bolj obrnjeni v to smer, da je industrijski razvoj potreben za to, da se inovira, da se integrira, modernizira in da da več kot 20% BDP-ja. In slovenska industrija se je temu zavezala. No in tam so potem napisali nek manifest industrijske politike, kjer so se v 3 alinejah dotaknili izobraževanja in sicer oziroma znanosti in sicer izobraževanje kadrov na vseh ravnih, skladno s potrebami delodajalcev. Rektor, to definitivno vas zadeva, pa še koga drugega. Potem prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo. In pa še ena alineja, davčne olajšave za razvoj in raziskave se morajo pač priti do olajšave in pa osnovna sredstva pa se naj ohranijo na isti ravni. Jaz moram povedati, da smo se mi trudili, da bi dobili nekoga iz gospodarstva, ampak nekako nismo uspeli. Zdaj, kakorkoli si že to razlagamo, ampak upamo, da kdaj v prihodnje pa bo se že kdo najdel in bo prišel pojasniti recimo nekatere stvari. A bi kdo to kaj komentiral? Ja, če dovolite, bom še tole povedala, da zanimivo je še njihovo stališče, ki pravijo tako, da je potrebno zaradi prej omenjenih načrtov, ki jih ima gospodarstvo, rezultate univerze in raziskovalnega področja ocenjevati skozi vaše, se pravi znanstvene produkte, ki so prišli na svetovni trg. Z tega stališča je tudi nujno financiranje razvoja in pa raziskav. Industrija je tista, ki bo poiskala ustanove, univerze, razvojnike, strokovnjake, ki tako znanje tudi lahko ponudijo. Konkurenčnost se bo potem v vaših okoljih seveda in v ustanovah povečala in ne bo več cilj zgolj pisanje člankov. A ne, profesor Gerkeš, to je tudi za vas, na vas letelo. Kdo bi zdaj tu komentiral? Če lahko, kot ste že rekli, najprej da zadeva ta vprašanje univerzo, bi rekel, prvič na tole zadnje, naslednje. Gotovo je v Sloveniji dosti več znanja, kot ga pride potem v uporabo. In da je tu en potencial, ki jaz sem saj na univerzi, lahko rečem, to opazil,
v številnih grupah, laboratorijih se ustvarja temeljno znanje, ki ima tudi razvojni potencial. In to seveda delamo in smo delali zdaj v pripravah na to, da se bomo vključili v ta projekt pametne specializacije, ki naj pripelje do produktov. Vendar je treba hkrati vedeti, ne, da je uporabno znanje praviloma nastaja na podlagi temeljne radovednosti, temeljnega raziskovanja. In če bomo to zanemarili, se bo rezervar tega znanja, se bodo te zaloge zelo hitro izčrpale. In verjeti, da se bo delalo samo uporabno znanje, zlasti probojno, če hočete, se mi zdi, da ni ta pravi pristop. In je treba tukaj na ravnotežje še zmerom ohranjati. Jaz verjamem, da je bilo to ravnotežje mogoče v preteklosti bolj na strani temeljnega raziskovanja, ampak da bi ga pa povsem nagnili v drugo smer, ne verjamem, da bi lahko dolgo vzdržali. Bomo seveda ustvarili predvsem, bi rekel, neke rutinske, potem že razvojnike, ki ne bodo sposobni prebojnih odgovorov niti iskati, kaj še dajati odgovore na nje. Tako da je treba biti vsem pozoren pri usmerjanju te politike. Se pravi, da lahko ostane slovenska Drugič, kar znanost zadeva generik, ne? davčne olajšave, to seveda ni vprašanje univerze, ampak tisto, kar opažamo, kar zadeva raziskovalno področje, je, da se seveda pod te davčne olajšave potem piše vse sorte, tudi tisto, kar ni pravi razvoj, pa pravo raziskovanje. Zato, ker je pač to priložnost, ki je bila ponujena gospodarstvu in jo izkoristijo. To se pa seveda potem prikazuje kot velika investicija v raziskovanje in razvoj, kar dostikrat tudi ni ustrezno, ne daje slike, kakršna je v resnici, ker torej, to smo opazili lahko doslej. Kar pa zadeva to skladnost pri izobraževanju med potrebami gospodarstva in pa tem, kar dela univerza, moram pa tako da reči, da ko se pogovarjamo z gospodarstveniki o tem, kakšne kadrovske potrebe imajo, vam lahko zatrdim, da večina ne ve odgovora na vprašanje, kaj bo rabil čez leto, 2, 3. Naši ciklusi izobraževalni so pa, se veste, kolikletni, ne? Najmanj 3, pa 5, pa 7 in tako naprej. Tako da je še zmerom zelo varno tudi za gospodarstvo, da dajemo študentom dovolj trdnega temeljnega znanja, ki bo seveda potem ga mogoče uporabiti na različnih področjih. Danes mnoge industrije ne vedo, kje bodo čez 5 let. In to se tudi dogaja, če opazujemo realno situacijo v gospodarstvu. Tako da te formule so včasih zelo poenostavljene in jaz mislim, da ne smemo na nje pristajati kar tako. Je pa seveda ta dialog potreben in jaz verjamem, da skozi ta projekt pametne specializacije bomo navezali več stikov med seboj, tudi med akademsko sfero, raziskovalno sfero in gospodarstvom in da bo seveda s tem tudi ta debata okrog potreb in usmerjanja razvoja lahko bolj produktivna. Ni pa seveda vas odgovor v tem. No, sicer zato je pa nujno, ne, da so nekateri odgovori, recimo strani vas, znanstvenikov, univerz in tako naprej, ne, da ne ostaja samo potem in da ne izveni, kot da bo gospodarstvo zdaj narekovalo, kaj je treba, katere usmeritve, kaj je treba študirati, komu je treba dati denar, a ne, in tako naprej. Ministrica, vi ste hoteli nekaj? Če smem dodati, tukaj seveda ta kratkoročna razmišljanja o tem, kaj v tem trenutku gospodarstvo potrebujejo, nikakor ne morejo biti odgovor za nemudno spreminjanje kakršnega koli programskega in kurikularnega dogajanja v celotni šolski vertikali. Saj to ne velja samo za visokošolski del, to velja seveda od spodaj navzgor, še posebej za tisti del, s katerim se zdaj največ ukvarjamo, to je poklicni del, ki v resnici ima največ strukturnih mankov in neskladij na trgu dela. Ampak tisto, kar bi jaz mogoče želela poudariti, predvsem kar se tiče pametne specializacije, je to, da je sama po sebi že kot instrument prvič v Sloveniji spodbudila povezovanje. In to povezovanje številnih deležnikov med seboj, torej inštitutov, raziskovalnih organizacij sicer,
univerz, podjetij, celotnih sklopov, pravzaprav tudi malih podjetij, celo konzorcijev malih podjetij, da je bilo tukaj v podjetniškem snovanju, kot je bila tudi zastavljena, več kot 150 oziroma pravzaprav natančneje 174 projektov identificiranih kot takih, ki so smeli projekti, dovolj smeli, da so potencial za razvoj v pametni specializaciji, da smo prvič prišli do prioritetnih področij, o katerih smo se do sedaj zelo težko dogovorili, katera so, da so določene institucije znanja tudi tukaj predstavljene prvič odločile same v sebi, da imajo nekaj prioritetnih področij znanja, kjer se seveda deli tudi prenos znanja. Torej se na eni strani spodbuja bazičen razvoj, aplikativni in seveda tudi tisti del, ki prenese potem to vrednost na trg. Jaz mislim, da je že to bilo dobro, da se je zgodilo. Kaj pa zdaj naprej? Zdaj pa naprej seveda v tiste projekte in usmeritve, ki bodo to tudi dokazovali v resnici v obliki vrednosti prenosa na trg. Tukaj je pa izjemen izziv pred vsemi nami in pred vsemi vami. Kako ohraniti to sodelovalnost, ker vemo, da na koncu, ko prijave na projekte so konkurenčne, seveda prostor pa relativno majhen, spet zatečemo v neko nedovoljšno odprtost ali morda celo inertnost in lahko povem, da tega znotraj pametne specializacije ne bo več, ker je preprosto to sedaj instrument, ki pomeni tudi odgovornost vsakega, ki stopi v konkurenčno pridobivanje sredstev. In to je razlika od pretekle perspektive, kjer nam je Evropa v večini nepovratno tudi delila ta sredstva, seveda davkoplačevalska. Danes pa ima to obratno smerni namen, spodbuditi notranjo konkurenčnost prijaviteljev tudi zato, da res odgovorimo na prioritetna področja, ki si jih je posamezna država zadala kot tista, kjer bo ustvarjala največjo odličnost ali drugačno vrednost v primerjavi z drugimi. In to je pravzaprav konkurenčni boj Evrope proti ostalim kontinentom in ostalim tržnim zmagovalcem. In zato je tukaj zdaj znanost v enem posebnem položaju in izjemno pravzaprav tudi na nekem, bi rekla, izzivu, koliko lahko k temu pravzaprav razvoj doprinese. In jaz mislim, da je ravno zato tudi pravi trenutek zanjo in zato tukaj močno ne samo vidim, ampak predvsem vem, da so že vrednostne verige, konzorciji, vse sestavljenke, ki so se že zgodile iz razloga tega snovanja, že delujoče takšne, ki bodo res doprinesle k razvoju. In tukaj mislim, da strani ministrstva verjemite, da se močno borimo za to, da bo ta jezik slišan, predvsem pa, da se bodo tudi, kar se tiče obsega sredstev, umestila dovoljšna sredstva. Seveda jih je vedno lahko še več, pa še vedno si jih želimo še več. Ampak za ta sredstva bomo na koncu vsi odgovorni. In to je sprememba kulture razumevanja uporabe virov, ki s pomočjo znanosti in znanstvenega raziskovanja seveda doprinesejo k rezultatu na trg. In mislim, da tudi gospodarstvo takrat bo malce drugače mislilo, če kdaj, seveda zdaj še misli, morda bolj neprijazno do tega področja, pa vendarle je ogromno akterjev gospodarstva, malih, srednje, velikih in velikih, ki se zelo zavedajo povezovanja in tudi spodbujanja sodelovanja z raziskovalnim delom. Bi pa opozorila to, da pametna specializacija ni nadomestilo financiranju seveda bazičnega raziskovanja. Bazično raziskovanje je naš temelj, ostaja zavedeno in seveda zaokroženo v okviru vseh projektov in skupin, ki jih seveda tudi usmerja v izvedbenem delu agencija. Ministrstvo pa tukaj zagotovo utemeljevalo nujnost potrebe tudi nadaljnega povečevanja sredstev za bazični razvoj, ker preprosto brez tega seveda tudi ni korakov naprej v aplikativnem delu. Koliko bomo pri tem uspešni, pa ni seveda odvisno samo od nas, ampak seveda tudi od splošnih prioritet in drugih seveda prioritet države. Veste, da smo kot država tudi soočeni z eno novo situacijo, v kateri pravzaprav že pri samem osnovnem snovanju proračuna nihče ni imel v vidu, da bi se lahko zgodila do teh dimenzij, pa ne samo naša država, tudi kar celotna Evropa. In jaz upam, da bomo vseeno znali ohraniti to razumnost, kaj pravzaprav nas poganja v razvoj. Na eni strani napredek, ki je rezultat in zgolj vedno rezultat res bazičnega raziskovanja in tukaj vedno omenim seveda tisto idejo Matsukate oziroma ne idejo, kar pravzaprav dejstvo, Googleov algoritem ni nastal v podjetniškem snovanju, nastal je na državnem institutu oziroma v bazični financirani znanosti. In enako seveda najbolj pomembni molekularni preboji na področju bioznanosti.
niso nastali v podjetniškem delu, nastali so z neposrednim državnim financiranjem institutov, v katere država verjame, da razvija znanje in da razvija seveda nova vedenja. In mislim, da je to tisto, kar moramo seveda drug drugemu sporočati, pa tudi na glas povedati. In tukaj pa apeliram na vse vas, da je znanost glasna. Glasna v tem, kar je ustvarila. Ta jezik pa mislim, da se moramo še vsi skupaj naučiti tudi v tej državi, da bo bolj slišan. Mi se bomo zagotovo trudili tudi skozi projekte promocije znanosti in tukaj res se zahvaljujemo Trombi in vam, da ste pospešili ta dialog, pa še vrsto drugim seveda, ki moramo biti glasniki za to, da povemo gospodarstvu, celotni družbi, da brez pravzaprav teh osnovnih danosti v družbi ne bo napredka. In tukaj smo vsi soodgovorni, kot znanstveniki, raziskovalci, kot funkcionarji, kot vsi, ki pač lahko doprinesemo k temu, kot posamezniki. To se je zanimivo, ne, z nekaterih delov gospodarstva, malega gospodarstva, ne, prihajajo pa seveda dokaj velika pričakovanja in nek apel, neizrečen apel po znanosti, da jim pomaga tak preobrat narediti. Ekonomisti veste, da se je v času tranzicije, ne, se delali te raziskave, da se je naše gospodarstvo tako rekoč razdrobilo, razvodenilo in tako naprej. Ne. Ta delovna intenzivna proizvodnja je se umaknila, velika podjetja so odšla in seveda to, kar je pa ostalo, se pa zdaj na nek način pobira in čaka znanost, da pomaga. Pa ne samo naravoslovno, tehnično, ampak tudi družboslovno, humanistično znanost. Ne. Profesor Lahova. Kratko repliko na vse, predvsem na vaše izvajanje. Tukaj manjka še en partner in ta partner je država, pa se upravičujem, vi predstavljate državo kot ministrstvo, ampak ste pa tudi naša, kot je rekel Jadran, se pravi raziskovalka. In ali je država res pripravljena se pogovarjati? Gospodarstvo pravi, rabi državo, mi pravimo, rabi državo, istočasno pa pametni specializaciji točno piše, da se država umika iz teh projektov. Kaj se to pomeni? Država ne samo kot financer, država kot zakonodajalec, ki mora urediti zakone, drugače mi ne moramo povezovati na noben način, ker kot sami vemo, to povezovanje med univerzami, inštituti in gospodarstvom rabi primerno zakonodajo. Te ni, ki bi ustrezala našim pravzaprav potrebam po povezovanju. To je ena stvar. Želje take ali drugačne, včasih to enostavno ne gre. In seveda potem tudi ostalo okolje. Država je tukaj tista, ki mora ustvariti podporno okolje. To je njena naloga. Ja, in to so druga ministrstva. Država je tukaj, zato je tudi pripravila instrumente. Res, da počasneje, ampak v zadnjem času lahko iz svojih čevljev trdim, da smo izjemno veliko napora umestili to, da bomo še letos videli kakšen skupen razpis, tako kot smo to najavili. Ampak vse skupaj je politična volja, kot je rekel začetka Jadran, in ta politična volja je pred 40 leti na tem istem inštitutu bila in zato so se ustanavljali novi inštituti, so se ustanavljale povezave z gospodarstvom, primer Jadran, ki je delal v gospodarstvu, zdaj tega ni več. In takrat je bila politika in je to vedela, danes pa žal leta že ne. Jaz za nazaj težko karkoli lahko Vem, jaz samo ugotavljam dejstvo, kakšno je tisti instrumenti, ki sem jih predstavila, so dejansko instrumenti, ki jih predlaga država, torej resorno ministrstvo. In ti so tisti, ki povezovalno delujejo kot podporno okolje sestavljanja vseh deležnikov. In zato je tudi pametna specializacija bila povezovalno podporno okolje in še vedno je. Ampak je samo strategija, ni zakonodaja. Zakonodaja pa sledi, če smem povedati. Tako, in sicer na področju raziskovanja inovativne dejavnosti, veste, da smo že in še pripravljamo nadaljevanje osnovnega predloga raziskovalno-inovacijskega zakona, kjer bi želeli seveda sprostiti vrsto omejitev, o katerih je bilo govora. V tem tednu je tudi že bila pozvana delovna skupina, da se sestavi in v tem mesecu še nadaljujemo z prvimi srečanji na temo raziskovalno-inovacijskega zakona, ki mora, veste, da smo vsi pristaši tega, močno sprostiti prav prenos znanja na trg. To pa pomeni na drugi strani tudi odgovornost povezovalnosti institucij. In tudi mi bomo predlagali povezovalne mehanizme, podobno kot je prej rektor predstavil francoski koncept. Ali pa smo v Sloveniji potem sposobni se na ravni akterjev v resnici tudi institucionalno povezovati, govorimo o institucijah znanja, vseh vrstah institucij znanja, to bo morala pa odgovoriti ta srednja. In to je resen izziv za Slovenijo. A mislite, da utegne biti odpor? Ne, jaz mislim, da smo sposobni. To bo diskusija, ki jo bomo vsi skupaj morali upraviti.
In ne bo zelo enostavna diskusija, ker vemo, da vsakdo potem seveda vidi najprej svojo entiteto, šele potem seveda entiteto skupnega. To je za naš raziskovalno-znanstveni inovacijski razvoj seveda pa zelo pomembno, ker združujemo lahko ogromno moči, ki so že v Sloveniji in seveda jim omogočamo prenos zato, da v resnici podporna okolja delujejo, kot sem recimo prej omenila podporna okolja za prenos znanja v okviru konzorcija za prenos tehnologij in tako naprej. Ja, profesor Gerkeš. Ja, vprašanje. Zdaj, jaz bi sicer počakal na vrsto in hvala Jože, da si mi odstopil, ampak ministrica pravi, da se mudi in ker imam konkretno vprašanja na ministrico bi kar. In sicer vesel sem tega optimističnega napovedovanja, da se bo zdaj trend spremenil. Zanima me, ali ste že izračunali, v kolikšnem času boste z takšnim trendom, ki ste ga zdaj opisali, uspeli nadoknaditi 25% manko. Ta izračun bi lahko bil zelo zanimiv. Ko govorimo o pametni specializaciji, vsi vemo, da to niso sredstva, oziroma da niti pobuda ni prišla od tukaj, da mi sledimo evropski pobudi. In ta sredstva, ki bodo prišla v Evropo, je nevarno prištevati k sredstvom davkoplačevalskega. Skratka, tukaj je treba res vedno znova upozoriti, da obstaja razlika med našim denarjem, davkoplačevalskim in evropskim. In včasih se je s tem veliko žongliralo, upam, da se v prihodnje ne bo. Torej, treba je jasno razmeniti, kaj vlaga ta država in s kakšnimi številkami mi potem lahko te indekse od zunaj zvišamo. V ta namen bi prosil, plediral, predlagal, da se opravi neka evalvacija centrov odličnosti. Tukaj se v kuloarju marsikaj govori, ne? In vi ste tudi povedali, da ta denar, ki zdaj prihaja, ne bo več takšen, kot je bil nekoč, ne? Bilo bi pa fino imeti bilanco, kam je ta denar šel, kaj smo za to dobili in kaj je z temi slavnatimi oziroma kakršnakoli so ta podjetja, kolikor so obstali. Ker če se zdaj zaganjamo v nov krog, potem je bilo pametno, še preden se njega vzpustimo, vedeti, kaj se ne dela. In še o integraciji, o kateri se veliko govori. Zopet bom čisto konkreten. Predstavljam ustanovo, v katerih je integrirano 18 inštitutov. Ta ustanova je pomagala pri nastanku 2 univerz. Več kot 60% teh ljudi predava na 4 slovenskih univerzah in še kakšni v tujini. A se je mogoče v tem prostoru še bolj integrirati? Zdaj, če odgovorim na hitro, kar se centrov odličnosti tiče, te sprotne evalvacije in tudi celovita evalvacija, tako ali tako, je bila že predstavljena, en del je tudi vrednoten, vemo, da imamo primere zelo uspešnih praks in primere zelo neuspešnih praks. Tudi to je del učenja na napakah, ne, kot rečemo temu, in seveda vsaka taka ima svojo ceno, ima pa svojo ceno predvsem za podlage za nadaljnji razvoj. In ne bi želela, da kakorkoli narobe razumemo, pametna specializacija ni nadaljevanje centrov odličnosti, pametna specializacija ni nadaljevanje ničesar. Pametna specializacija je pravzaprav nov instrument, ki dejansko ga je Evropa zaradi razloga konkurenčnosti vzpostavila zato, da se bori do ostalih konkurenčnosti v svetu in skuša seveda spodbuditi največje odličnosti, ki lahko nastanejo. Tako da je neposredna primerljivost s kakršnimkoli instrumentom tukaj pravzaprav neosnovana. Kar se pa tiče seveda integrativnosti, je pa, kot sem že prej povedala, seveda stvar nas vseh skupaj, koliko in na kakšen način bomo zmožni povezovati te moči in seveda sobivanja, kaj seveda iz tega razloga lahko nastane boljšega ali pa tudi ne. In to je diskusija, ki bo zagotovo v nadaljnjih tednih, mesecih odprta. Je pa presoja seveda vseh skupaj, nikakor ne samo enega instrumenta politike, ker ta lahko relativno hitro nastanejo, izvedbeni del in seveda uspešnost izvajanja je pa tista, v kateri ste pa akterji najbolj vključeni in zato tudi najbolj obremenjeni. Kar se tiče samega preračuna, koliko časa bi potrebovali, ne, da bi prišli seveda na tisto stopnjo financiranja iz leta 2011, naprimer, bom vrnila vprašanje, koliko časa bo celotna država potrebovala, da bo spostavila dvomestno gospodarsko rast. Namreč to je pravzaprav primerljivo situacijo, kot smo jo imeli takrat že v vidu in že v seveda pričakovanjih. Vemo, da to ni realno in zato tudi na nobenem od sektorjev se ne vračamo na
žal tisto obdobje, vračamo pa se seveda v kontinuirano zmanjševanje delte, ki je nastala seveda iz več razlogov. Finančne, gospodarske krize, tudi restrukturiranje našega gospodarstva in seveda posledično potem tudi vseh proračunskih primanjkljajev in hkrati seveda iskanja drugačnih poti za pokrivanje vseh obveznosti. Obenem veste, da je država tudi seveda del Evropske unije, ki mora slediti tem pravilom. Žal, tudi če se še tako borimo za vsak naš resor, kot rečemo temu, smo na koncu v makroekonomskih okvirih. Mislim pa, da smo si v tem trenutku, bom potrkala, če bo parlament to potrdil, seveda vendarle nekako izborili položaj, ki kaže trend navzgor. Mi moramo pri tem samo vztrajati, skupaj z vami, pa seveda dokazati, da je tega ne le še premalo, ampak da seveda iz tega nastanejo izjemne odličnosti in uspešnosti in kar nekaj takih že imamo v svetu in sicer. In to je tisto, za kar potem lahko rečemo tudi na ravni Evropske unije, da smo očitno sposobni dobiti timinge, da v Eranetu pridobivamo projekte, da imamo seveda veliko tudi mladih, ki imajo ogromno dobrih iniciativ, seveda požrtvovalnosti pridobivanja projektov in to se kaže tudi v primerjavi z drugimi državami. Profesor Gerkeš, ja, že čakate nekaj časa. V smislu odgovoriti ste v glavnem že odgovorila gospod rektor in direktor inštituta, ampak mislim, da je ta razprava vseeno potrebna in na mestu, namreč v vlogi izobraževanja in znanosti, ker včeraj smo lahko na studiju ob 17. slišali nekaj dokaj zaskrbljujočih izjav glede avtonomije in kaj se pričakuje v bistvu od izobraževalnega sistema. No, naslovil bi v bistvu 3 zadeve, pa naj začnem pri sredstvih. Tale luknja, tale vrzel, ki je nastala, skupaj znaša več, kot je proračun ARRS-ja, torej v zadnjih 5 letih je nastala takšna vrzel, malo manj, kot je predvideno za pametno specializacijo. Torej velika in v bistvu nenadomestljiva, zato zelo pozdravljam ta prirastek in lahko samo upam, da bo z luči z vidika ARRS vedno večji tale prirastek, da bomo lahko kompenzirali nekatere stvari, ki so nastale v preteklih letih. Glede prebojev, seveda je povezano s sredstvi, ampak ob tem nam tudi umanjka tisto, kar je v RIS-u imenovano kot razvojna sredstva in zahtevajo ozko fokusiranje. To pomeni, da sedanja razpršenost na 72 področij nas zelo postavlja v položaj, kjer so prioritete tako rekoč vnaprej določene na relativno nizki ravni glede sredstev. In tukaj se trudi, trenutno poteka panel za drugo fazo našega projektnega razpisa, vidimo, da ponekod izostanejo projekti, ki so zelo kakovostni, ampak samo zaradi tega, ker so kapacitete področij, ki so nekako vnaprej dogovorjene in nam dajo možnost za neko umirjeno stanje, kjer za vsa področja enako skrbimo, torej niso dovolj visoke. Torej z dodatnimi sredstvi in seveda z definicijo, opredelitvijo nekih prioritet se da to rešiti, ampak to odločitev je treba sprejeti, agencija jo lahko izvede. In s tem bi rad v kratkem nastopil tudi na Svetu za znanost in tehnologijo, sem predsednici že predlagal. Druga zadeva, torej preboj sem omenil, o sredstvih sem govoril, zadnja stvar pa je seveda odprt dostop. Pred kratkim je bila sprejeta strategija odprtega dostopa, ARRS nalaga kar precej, bom rekel, dejavnosti, da rečem bremen. Odprt dostop je mišljen v 2 smislih, torej dostop do raziskovalnih podatkov in pa dostop do publikacij oziroma rezultatov. Tisto, kar je pozitivno v zadnjem času, ampak tudi kolega direktor CTK lahko več povedal, zelo velike založbe vse bolj gredo v zelen dostop. To pomeni, da čez nekaj časa so publikacije dostopne in mi pozorno temu sledimo. Toliko kot prispevek. Samo toliko bi vas vprašala, mislim, da Frascatijeva ta model predvideva pa 42. Ja, ERC, mi jih imamo 72. In imate težave? Seveda, to se je nakopičilo čez leta, je vedno prišlo kakšno novo področje in 5 jih je tudi zdaj nekako v čakalnici. In nisem pristaš tega, da bi se širilo seznam raziskovalnih področij. ERC, kolega zna še boljše povedati, tam pa so
tri skupine ved in pa samo 27 področij. Torej še bolj fokusirano, ker v bistvu omogoča še večjo multidisciplinarnost. Pri nas se po eni strani s tem, ko imamo toliko specifičnih področij, zapiramo v posamezne discipline preveč. No in to utegne biti potem težava tudi pri recimo teh strateških partnerstvih, ne? Če se govori pač v okviru SPS-a, ne? Morda niti ne. Bi rekel, da so drugi inštrumenti dovolj odprti za povezovanje. Ampak problem je v glavnem ta, da se sredstva, ki so na voljo, mažejo zelo natanko čez teh 72 področij. Ja, profesor Mihajlović. Jaz bi samo želel pozoriti na eno zelo preprosto računico. In sicer po zadnjih podatkih pač industrija da 2% BDP-ja za raziskave in razvoj. To se pravi milijardo 200 letno. Govorimo pa o pametni specializaciji, ki je vredna 10krat manj tam nekje. Se pravi, tisto na letni bazi. Se pravi, v bistvu je nekaj tukaj ne štima. To so zdaj statistični podatki. Vemo, odkud to prihaja. Jaz bi se pa vseeno malo zamislil na tem, da pravzaprav kje je tisti indikator, zakaj stvari pravzaprav ne razumemo. Se pravi, odkud prihaja ideja, da je znanost kriva za neuspeh slovenske industrije pri dodani vrednosti. Jaz mislim, da ta teza, da znanstveni nočejo sodelovati z industrijo, je pravzaprav celo malo žaljiva. Na inštitutu tega nikakor ni zaslediti že zelo dolgo in to je popolnoma zgrešeno. Mogoče to nekako convenient excuse, to ni res. Ampak predvsem bi se pa želel mogoče izpostaviti to, da pri nas ne obstaja vzročna povezava v družbi med blaginjo in znanostjo in znanjem. To je tehnološkim razvojem. Tega enostavno ne razumemo, oziroma nekako predvsem tisti, ki imajo razrez proračuna v rokah, ne razumejo. In vprašanje je, zakaj. To se pravi, mogoče smo delno sami krivi, da enostavno ne znamo širši družbi predstaviti dosežke znanosti, torej recimo niso to članki, vsekakor ne, ampak so to ljudje, ki grejo v industrijo, so tam zaposleni, ki so te članke pisali kot doktorati. Potem pa so še cel drugih proizvodov, ki jih enostavno ne evalviramo, zapravo niti ne vemo za nje. In jaz mislim, da je naloga mogoče to, kar je temeljni problem, ne razumeno, se pravi, zakaj sploh. Mi smo vedno začudeni, kako to, da znanost faše 35% padec, medtem kot cela naravni države ta padec 5%. In vsaka vlada doslej je imela neko krizo in vedno je znanost bila tista, ki je trpela. To se pravi, nekaj v splošnem razumevanju pojem, zakaj smo to znanost ravno manjka in temu se je treba tudi. No, kje so pa razlogi, da smo prišli tako daleč? A imate ekonomisti kakšen razlago? Ja, profesor Kavčičeva. Hvala, no, jaz se nisem mislila oglasiti, ker sem računala, da bomo takrat, ko bomo gostitelji odprli določena vprašanja. Ampak, če dovolite, bi pa pokomentirala, že dolgo nisem toliko svežega razmišljanja slišala, kot ga je profesor Lenarčič danes imel v zvezi s tem, kakšna je povezava med gospodarstvom in znanostjo in mi očitno živimo v čisto nekem drugem okolju, zame je bila tudi teza o tem, da se znanstveniki nočejo povezovati z gospodarstvom nova. Mi očitno živimo v enem popolnoma drugem okolju, glede na to, da sploh ne moramo delovati, če se ne povezujemo z gospodarstvom. Je pa dejstvo, da nekaterih stvari nočemo poimenovati s pravim imenom in Tamara je odprla to vprašanje. Vi, Ina, ste ga tudi na začetku postavili, kdaj bo znanost postala politika, ne v smislu politics, ampak policy, da se bo delala, a ne? In mislim, da država tukaj te vloge noče odigrati in ne mi ne zameri zdaj gospod Gerkeš, ampak iz njegove razprave sem razbrala, da najbolj želi status quo. Ja, res. Zato smo se zvestno že pogovarjali, da bi tudi takrat, ko bomo mi gostitelji, mogoče se posvetili tem vprašanjem.
Dejstvo pa je, da država ni nikoli, saj v zadnjih letih, želela dati znanosti vloge, ki ji gre. Zaradi tega, ker nas vse skupaj in univerzo in inštitute trpa v pozicijo javnih uslužbencev in nenehno se moramo opravičevati za vse, kar delamo, kot da bi morali vsi delati za tekočim trakom. A ne? In potem se opravičujemo, kako predavamo, kaj delamo, ker če verjetno nekaj čitaš, pa delaš, pa razmišljaš 3 ure in znaš delo, po neki definiciji. A veste, in mislim, da se o teh temeljnih vprašanjih mogoče govorim zelo, bom rekla, zdaj prosto, pa ne umetelno. Ker tukaj sploh ne gre za umetelnost, gre za to, ali si želimo priznati, da stvari nočemo urediti, ali si pa ne želimo priznati. In naj tukaj povejo vsi kolegi, direktori, dekani in tako naprej, kaj delamo po inštitucijah. Administriramo in strežemo državnim aparatom, izpolnjujemo obrazce, poročila in se opravičujemo za stvari, ki jih počnemo. Tukaj država ne igra podporne vloge. In če smo še malo bolj samokritični, a ne, vsi pa prihajamo iz, dosedanji ministri so bili vsi, če me ne moti, spomin iz univerze, razen Gregorja Golobiča, ki je pa naredil kompetenčne centre. In je mogoče res dal dodatni denar. Tako da zvestno sva se ravno pogovarjali, da sva strašno zadovoljni, da smo dobili priložnost, da vodimo te razprave, da jih vodimo interdisciplinarno in da čas, ko smo mogoče malo klepetali, sva se pogovarjali o tem, kaj bomo postavili kot izhodišče za razpravo, ko bomo gostitelji na ekonomski fakulteti. Tudi razdrobljenost, o kateri je govoril kolega Györkös. Kdo pa hoče stvari rešiti? Kdo pa jih hoče spremeniti? Eno najbolj propozivnih področij, ki jih imamo poslovne vede, pa nimajo svojega področja. In mi ogromno sodelujemo z gospodarstvom. Ogromno. A veste? Jaz mislim, da tisto, kar je povedal direktor, bi bilo treba ponovno in ponovno in ponovno. Znanje se ne prenaša s papirji. Znanje se ne prenaša z ekspertizami, znanje se prenaša v glavah. In je zdaj na naši industriji, da te glave poberejo in jih uporabijo. Vse ostalo je larifari, prostite. In tisto, recimo, kar je predsednik akademije povedal, je Finsko nekajkrat omenjal. Finska ima, vsi vemo, to ima TEPES, to je tehnološka agencija, ki je 3 leta nazaj imela 540 milijonov budžeta, ki ga je dala tretjino univerzam, tretjino inštitutu, tretjino pa kreditov za start-up organizacije. Mi smo imeli tehnološko agencijo, ki so mi povedali, da je se utopila v špiritu. Spirit, ne. Zdaj je ni več, tako rekoč, ne. Kako je to mogoče, da govoričmo in to non-stop, vsa leta, kar jaz vem, o tem, da je treba prenašati znanje iz znanosti v industrijo, pri tem pa nismo organizirani, da bi to v resnici tudi financirali in da bi to podprli s projekti. Tako da je nesmiselno, jaz mislim, da se je ta agencija utopila še tudi v kopališkem turizmu, ampak to je že druga zadeva. Karkoli, če ne oživimo agencije tehnološke, če ta ni, ne pod tvojo kontrolo, Jože, ampak če ima svoj znanstveni svet, ki ima druge cilje, potem je vse tole govoričenje v specializaciji, pa pametna specializacija, in s tem se sprašujem, a pomeni, da je pametna specializacija nasprotje od nespametne specializacije. Hvala lepa. Znanost je del kulture naroda. Narod, ki to ne spoštuje, ni kulturen. To je bil Nobelovec Christian de Div. In to drži. Poglejte, kam smo opazili v znanosti. Ni o nični kulturi, ampak znanost je prvič v zadnjih 2-3 letih padla po financiranju celo pod kulturo. To se nikoli ni zgodilo prej. To je eno. Drugo pa zdaj tako, ker je bilo o politiki govora. Politika v znanosti seveda se kreira predvsem tam, kjer so pametni politiki in pameten parlament. Če enega in drugega, ali v odnosu, ali pa enega, drugega, običajno obojega, ni, se zastonj trudimo. In tisti, ki o tem odločajo, oni morajo ob sebi imeti seveda tiste strokovnjake, znanstvenike, ki jim lahko svetujejo in se pogovarjajo. To pa nas ne obstaja.
Druga stvar, ki se mi zdi pa še bolj pomembna, pa to, če pogledamo Zahodno Evropo, Vzhodno Evropo. Zahodna Evropa ves čas vlaga v osnovne raziskave in je seveda potem zelo uspešna v ERC-ju. Mi pa mislimo, da bomo z našimi katastrofalnimi vlaganji pa enako uspešni v ERC-ju. Ne bomo in nikoli ne bomo. In tukaj je tista velik problem. In zadnje, bomo to povedali, obstaja itak študija, ki zajema bivše države Jugoslavije, potem pa baltske države in zelo preprosto bom povedal takole. Spomnim se, kako je bilo v Jugoslaviji. Imeli smo Bosance in te, ki so delali v Sloveniji in denar pošiljali na jug, da so se preživljali. Podobno so naši hodili v Nemčijo in počeli tole. Kaj se zdaj dogaja v tem, to je pa študija, zdaj, 3 leta nazaj, ki je šla, je objavila Akademija Evropeja. Se pa dogaja tole, da v državah, kjer gre preprosti delavci, grejo v tujino, recimo v eni od baltskih držav tvorijo 130% BDP-ja sredstva, ki prihajajo iz teh držav, da prehranjujejo svoje družine. Bosna je podobno, in so rekli, tu Hrvaška je zajeta, in Slovenija ni zajeta. Skratka, ko pa gre za intelektualce, je pa malo drugače. Intelektualci pa gredo najprej v tujino sami, to so doktori, inženirji in tako naprej, najdejo si delovno mesto, potegnejo za seboj družino, potem pa ta država je neto, ima nič od tega. In to se tudi nam zdaj dogaja. To je tista katastrofa in če ne bomo tukaj nekaj ukrepali in bomo samo govoričali in tole se pogovarjalo pametni, ali pa ne s pametni specializaciji, ne bo nič. Tukaj je treba korajža vzeti v roke, pa seveda, če primerjamo, jaz se z Ivanom z vse strinjam, kar je povedal in pa predsednik akademije, moj predsednik, ampak moram pa nekaj reči seveda, da vsa primerjava tudi ne drži to, da smo dobri, če smo pač toliko, to se zelo rado ponavlja v Sloveniji, smo dobri, kar dobri za ta dar, ki ga naredimo. To ni nič, to ni nič. Zato, ker tako smo dobri kot recimo Slovenska nogometna liga, naša prva, pa angleška. Vemo, kako je tista vredna, vemo, kako je naša vredna. Ja, ne bomo tle dosegli nič. In mi moramo tukaj preboj narediti. Če nimamo te korajže, pozabimo na vse skupaj, pa se sprijaznimo s tem, da bomo revčki, ki bomo delali za nizko dodano vrednost. Nam povejmo to preprosto narodu, ta pametni pite odhajajo ven. Hvala lepa. Se profesor, tudi zato se srečujemo in da se pogovarjamo, zato da bi se zadeva nekako uredila. Pa po mojem, ne s pogledom nazaj toliko, ampak recimo s pogledom naprej. Se strinjam, ampak ker sem toliko star in sem že toliko teh mizdal skozi in vseh teh pogovorov sem bil malo optimističen, dokaj ne bom videl konkretno rezultatov. Hvala.